Je na ustavnem sodišču koristno imeti izkušnje z diplomatskega parketa? Tudi te izkušnje so potrebne in koristne. Predvsem pa seveda imeti ne treba tisto, kar je mislim nedavno rekel tudi Boštjan Zupančič, neko pravno kulturo, pa tudi neko razumevanje življenja, neko razumevanje, če hočete, zdrave pameti, se nam vse zadnje je pravo, neka sekvenca, nek končni iztržek zdrave človeške pameti. Diplomatska izkušnja je pa mogoče pomembna, tudi mogoče pri vodenju sodišča navzven, pri kontaktih z drugimi dejavniki v državi, v kateri, ki je ustavna republika, ker so 3 veje enakovredne veje oblasti, pa tudi za tujimi diplomati, ki moram reči, jih zelo zanima delo ustavnega sodišča in jih zelo bo zanimalo to, kar se bo zdaj dogodilo v naši državi v zvezi z spoštovanjem odločitev ustavnega sodišča. To ne bo neopaženo. Ustavne sodnike vas zdaj čaka spet zahtevno in polno pričakovan odločanje, ali pokojninski referendum dovoliti ali ne. Zunaj ustavnega sodišča se že malo ugiba, kdaj boste ustavni sodniki rekli dovolj, ne bomo več presejalnik referendumom oziroma ne gremo se več tega, da politika na ustavno sodišče prelaga zadnje odločitve. Skratka, ugibanje, kdaj bo pa ustavno sodišče kakšnemu referendumu reklo, da potem, ko jih je kar nekaj že zavrnilo in to pravzaprav takšne, ki se vsaj na prvi pogled zdijo manj usodni od pokojninskega. Res je, ustavno sodišče v preteklosti nekaj referendumov zavrnilo, nekaj jih je dovolilo, kako bo odločilo tokrat, ne vem, pa tudi če bi vedel, bi vam ne smel povedati. To bo resna odločitev, poglobljena odločitev, nekajkrat bomo o tem razpravljali, kolegi sodniki, zahtevali smo tudi in bomo še dobili vse potrebne materijale za to odločitev, ki ne bo enostavna, ampak bo poštena. Odločili bomo po vesti in poštenju, ne po kateremkoli pričakovanju, kaj šele pritiskov, ki jih, moram reči, hvala Bogu ni. In ko bomo odločili, bo nekaj zadovoljstva na eni strani in nekaj nezadovoljstva na drugi strani. Ampak to je pravzaprav igra življenja. Obstaja pravzaprav neke vrste inštrukcijski rok 30 dni. Obstaja. Čisto hiteli najbrž ne boste. Hiteli bomo v smislu starega latinskega izreka festina lente, hiti počasi. Skušali se bomo tega roka držati, ali ga bomo za kakšno malenkost prekoračili, pa tudi ne bo tako usodno, ampak kot rečeno, skušali se ga bomo držati.